Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa je predstavila spremenjen pravilnik o prometni signalizaciji, ki na ceste prinaša kar nekaj zanimivih novosti. Več o tem pa nam bo v sosednjem studiu predstavil odličen analitik in katastrofalen gostitelj zabav, gospod Jernej Celec. Dober večer, gospod Godler. Največja novost je, da bo po novem na slovenskih semaforjih poleg silhuete moškega dovoljena tudi silhueta ženske v krilu, kar so nekateri označili za seksizem. Ni res. Seksizem bi bil, če bi semafor moškim dovoljeval prehod, ženskam pa ne. Je pa res, da si je večina moških silhueto predstavljala takole. V resnici pa bo oblika ženske silhuete odvisna od lokacije semaforja. Tako bo v neposredni okolici porodnišnice na semaforju silhueta nosečnice, v bližini doma za ostarele silhueta babice, na semaforju pri cerkvi pa silhueta nune. To pa ni edina novost, saj je ministrica z novim pravilnikom uvedla tudi 3 nove prometne znake. Tako bomo poleg že obstoječega znaka za enosmerno ulico dobili tudi zrcalni znak za enosmerno ulico. Pismo, če boš nesel 2 taka znaka naenkrat, boš mogel paziti, da te ne padeta po tleh, ker potem naenkrat več ne boš vedel, ker je desni pa ker je levi. Naslednji, ki se bo predstavil v novi podobi, je znak za konec območja parkiranja, ki bo odslej črno-bel. Razlog je, da je na Darsu zmanjkalo barvnega tonerja, v spodnjem štuku pa imajo samo laserski tiskalnik. Zadnja novost pa je popolnoma nov znak za obvezno obračanje, ki bo končno rešil vprašanje, kaj narediti na koncu slepe ulice. Res, ker en folk je kar ostal tam, kupil parcelo in postavil hišo. Zdaj pa to več ne bo mogoče, ker te bo opominjal znak in ker ne boš dobil stanovanjskega kredita. Toliko z moje strani. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.